Dobro jutro, danes je bilo bolj zgodno jutro, ker je treba video zmontirati, pa bi rada še v fitness šla, to pomeni, da moram praviti cajt, da ne bo panike. Vstala sem ob 7, smo z Miku v posli ležali. Ob 8 sem začela montirati, ura je 20:09 in sem že kar veliko naredila, pol videa imam zrihtanega. Fora je, da nimam kruha, ker zdaj ne pečem kruha v tej vročini in sem se spomnila, da sem včeraj zadnji kos porabila, tako da grem zdaj v pekarno, kjer imajo drožji kruh, tako da super. Vmes so kupila en hlebec, pol ga bom pa narezala pa dala zmrzovalni. Ker ja, zdaj ne vem, kdaj bom spet naslednjič pekla svoj kruh, ker za drožji moraš kar šopati pečico in bi mi ful zagrelo. Je pa včeraj, naj bi bila nevihta, pa je pol ni bilo, ampak je tek razpihalo fajn in se je malo ohladilo celo, ne moč verjeti. Tako da danes prvič nisem klime laufala. Ja, zdaj sem pa lačna ratala in nimam kruha, tako da gremo hitro v pekarno. Jaz se imam že pripravljeno, sem še res po kruh grem, pa danes bom uporabila novo poneo. Male stvari v življenju, da usrečijo. Dajmo pogledati tega lepotca. Še topl je. Vzela sem pa pol belega. Miki, kaj gnezi delam? Kaj se dogaja? Le kaj delaš ti? Še? Ej! Čas je za kosilo. Naredila sem omako iz ostankov onega mesa pa te štrankle, pa sem dodala pelate pa začimbe. Tenine se bo pa voda zdaj zavrela. In pol bom še navredala burrata. Končala sem vlog, malo dlje je trajalo, ko sem mislila, ker sem še ene druge stvari mogla vmes delati, v glavnem. To je to od današnjega dne sem mislila, da bom se malo več naredila ali pa šla na sprehod ali pa v fitnessa. It's okej, ni stresa. Evo, končano. Dobro jutro. Jaz sem sicer že kar nekaj cajta po konci, ampak kot ponavadi na balkonu sem brala, Mika je raziskovala. Danes ima Mika veterinarja in v bistvu čez 1:20 moramo štartati, trenutno spi v omari. Upam, da bo nekako sama prišla, če ne bom mogla vlačiti ven. Na srečo moja omara, te police, jih lahko ven potegneš, tako da bomo videli. Ja, malo si bom samo obrvi naredila. Moram nekaj zmontirati. Brala sem, zadnjič nisem dokončala knjige, ampak ni panike. Sem že na 80%, 2:20 imam do konca, tako da bo hiter končana, plus itak je zdaj ful zanimivo, sploh ko gre proti koncu. Tam se je tek po noči fajn ohladilo, tako da še zdaj imam vse odprto in temperatura sama od sebe za 2 stopinji padla. Pripravila sem vam nekaj za jesti z stvarmi, ki jih imam že doma. Leča, ajdova kaša, pol imam te chickpeas, čičeriko, tako solato mrzlo bom naredila, samo moram najprej vse skuhati, tako da bom zdaj izkoristila, ko je še zunaj hladno, da to skuham. Doma sem vam povedala, ampak zadnjič enkrat, ko sem se odločila, da bom en dan brez budilke, sem takrat naprej brez budilke skozi. Razen, če imam res kaj ob taki uri, da vem, da je bolj, da sem ziher, pol si jo naredim, ampak ja, moje delo je itak večino popoldan zvečer in odkar to delam,
se v bistvu ful hitro zbujam sama. Ne vem, kaj je fora, ampak ja, plus budilka te malo tako živčno naredi, tudi če si dam tako nežno melodijo. Tako da puščam svojemu telesu, da se sam zbuja. Danes petek, se to meni ne tako pomeni neki ful, ker so ponavadi vikendi bolj zasedeni. Glede dela, ampak tako, ne vem, vedno imam dober občutek v petek, po mojem tudi, ker se mi zdi, da so vsi bolj dobre vole in veseli. Teda. Leča, da malo kasneje, zato ker se kuha malo manj. Moje telo ne ve razlike med tem, da me nekdo ugrabil, pa da Miko pele veterinarju. Pač no, ful sem živčna in ne morem dihati, pač. Vem, da že ko malo v avtu bo ful boljš, zdaj moram spakirati pa. Sem pa vse hrano pripravila, tega pol sem zmešam, pa imam že pripravljeno, to je dobro. Ja, cote se bojo oprale, jih bom obesila, ko prijem nazaj. Še dobro, da danes ni tako vroče, da ne bo Miki prevroče. Aj, Bubi! Divina, Bubi, pazi, da ne boš padla, poj. Poj. Bravo! Evo Najo, idi smo nazaj. Pika urit. Torej, ni skrivnost, da mora Mika shujšati, 1 kilo mora shujšati, 6 kil ima. Zdaj pač realno, jaz sem lavno tako, okej, edina stvar, ki vem, da pač nimam toliko kontrole nad njo, je suha hrana. Ker jo ima skozi na razpolago, vedno je pač tam. Mokre hrane skoraj ne poje niti 1 vrečke na dan, ker pač je zakomplicirana. Pri boljške dobi 2-krat na dan, 3. Tako da to definitivno ni problem, tako da ja, suha hrana in bomo zdaj pač vagale hrano. Poleg tega pri mačkah je vedno problem, so zobi, a ne, se tudi pri psih. Mika je dosti taka, da bi lahko ščetkala, oziroma je navadila, brez da je stres, tako da bomo delali na tem. Sem ji pa vzela tudi dentalno hrano zdaj. Strah me je bilo, da je ne bo jedla. In sicer veterinarka je rekla, da je ta veterinarsko potrjena, ne vem, karkoli. In so tudi malo večji kosi. In na srečo je všeč. Ja, 10? Tako da upam, da bo to pomagalo pri njenem, ne kariesu, ampak zobnemu kamnu. Ščetkanje, pač vsak drugi dan bom probala. Sploh tu zadnji je problema, ne spredi, ne. Ja, zdaj sem pač zvagala hrano, glede na to, da ima ona 6 kil, piše, da dobi 60 gramov hrane. Pač tu imaš, a ne, koliko kil ima mačka, pa a je presuha, normalna ali pač ima prekomerno težo, tako da Mika ima 6 kil, prekomerna teža, tako da 60 gramov na dan dobi. Zdaj je že jedla, ampak bom dala stran, ker moram imeti to zdaj 24 ur. Tako da ta hrana je bila kar draga, 26 €, pa cepljene 40. Ampak vse za mojo Miko. No, in če zobi ne bojo boljš, če ta zobni kamen ne bo boljš, bom mogla iti na čiščenje, kar pa pomeni, da bom mogla iti pod narkozo, kar pa mi ni najbolj všeč, ampak ja, če ne bo druge, tako da bomo res probale. Zdaj bom res si sam te brikete dala, pa ščetkanje bomo uvedli vsak drugi dan. Dobro, to smo opravile, zelo zadiham, zdaj moram pa cote uvesiti, ker so bile že v pralniku, ko sem šla.
solato sem zdaj zmešala, malo sem kisa pa olja dodala, pa malo soli pa popra še, ker zelenjava ni bila začinjena. Tako da taka fajna poletna solata. Dan sem tako fraj soboto, ampak ne bo fraj tako prejšnji torek, tako da imam kar nekaj planov. V računalniku sem imela kar dosti stvari za narediti, pripravila sem si slike za tabloviziji, tako da jih bom šla dan sprintati. Torej v center grem, bom tam sprintala nekje. V bistvu zakaj grem v center je, ker grem nekaj kupiti, ker bi rada šla po glednino na ta Artiš sejm, da grem po mačo pa kavo za najo, pa šla bom še nekaj kupiti. Tako da vam pokažem moj outfit, dosti casual. Sicer te jeans, kratke hlače, ko imam dosti nove in so ful fajn, ko so tako bolj dolge. Pa to cherry majico. Čop sem si naredila, ker si moram glavo prati in se mi je zdelo, da najboljše čopo zgledalo. Za torbico bom imela pa kar eno vrečko, tote bag, zato ker moram nekaj stvari kupiti, pa da ne rabim pol vrečke kupiti. Ok, gremo. Zdaj bom prišla na printat te slike, pol pa grem do Nine. Printbox, perfekt. Ga imam direkt tukaj, ko sem parkirala. Jaz mislila, da je na Kongresnem ta Artiš sejm, je pa na Galosov nabrežju. Psi. Odkaj lepo. Gledajte to. Čez Šuštarski most. Zadaj pa gradbišče. Čez Šuštarski most. Levo na stari del. Grem na novo lokacijo Manchesa. Evo, jaz sem prispela. Kninki bambinki. Se mi zdi, da že dolgo nismo pokazali sortimana. Zdaj mi že zmanjkuje prostora za Mila. Ja, leto. 2, 4, 6, 8, 9. 12, 13. Moramo še eno sliko zdaj narediti. Vlad moram iti pa nekaj pojesti, tako da gremo iskati neko opcijo. Vok, vzela sem si pataj, jajčne, rezance s piščancem, pa na WC sem šla. Čeprav sem pod klimo, packala sem se. Se bom pogumila in bom samo v tem topu delovala. Jaz sem nazaj z mojo Minko. Uspešno je bilo to vse in še več sem upravila. Fitness, sploh ne vem, če sem kaj posnela, v glavnem naredila sem noge spet in kardio 20 minut pa brala sem knjigo. Zdaj bom pa pojedla ostanke. Prej nisem vsega pojedla, pa Coca-Colo sem si kupila, tako da bom še to spila zraven. Več pa Mika ne na skuševalni, 60 gramov briketo lahko je, ostalo itak ne je. To je imela do enih, pač do enih je imela še te brikete, pa jih ni pojedla, tako da ura pa 7. Tako da, Mika, ti že hujšaš v bistvu.
ker včeraj sem obenih izvagala, danes si bom pač, ko bo to zmanjkalo. Teda. Ja, zdaj pa grem na kavč brat, skoraj sem že konc knjige, zdaj je res napeto. Teda. Ja, fajn je bilo, dober dan je bil, tak fraj dan, ampak aktiven dan. Kaj je bubje? Moja viška. Dobro jutro. Bili sem opazila, da imamo citrus cvete. Predvidevam, da to pomeni, da bojo novi citrusi izrasli. Ker te so še od začetka in ene par jih je dol popadalo. Tu tudi vidim nove bobike. Očitno ful paše tukaj. Kako in svež zrak je. Pravi cajt sem se spravila. Kar gre glede na to, da že dolgo nisem bila. Prispela sem. Vroče. Ampak fajn. 35 minut. Mislila, da meče rabila. Meni se je čiz zmešalo. Laufam nazaj do Išmarna. Sem dol je fajn laufat, grni. Ok, zdaj malo hribček. Čistnice nisem jala po tem, ko sem prišla iz Šmarne, pač stuširala sem se, nekaj pojedla in spravila. In zdaj sem 4 ure pa pol prenašala v živo in mogla bi kipariti, ampak smo se toliko pogovarjali, da mi je cajta zmanjkalo in na koncu sem malo sestavljala ono hiško mini buknuk. Zdaj pa si bom nekaj skuhala. Vem, kako nisem včeraj ugotovila, da nimam nič zelenja, nimam ne paradajza, ne nič. Tako da si ne morem kakšne solate narediti ali pa karkoli. In zdaj si delam neke krompirje sem najdla in kozice. Sladko da pač ja. Na silu sem prejedla nek jogurt pa to, ampak mi tako ne paše zdaj. Sladko da pač ja. Sem jedla, pač sem bila sita, sam ni bilo to in zdaj rabim nekaj slanega, čeprav ne vem, kak krompir pa. To gre skup, zdaj malo kuham krompir, pa ga bom pa spekla na ponvi, da bo tak crispy. Dobro jutro in dobrodošli v ponedeljek. Ta teden imamo v planu ful socializiranja, prej grem domov, nisem že bila na Koroškem dolgo
in da bom res fraj, glede na to, da ne grem pogosto domov, sem se danes lotila vloga, da bo zmontiran, pa da imam pol mir, če dobro en live stream imam, sredo bom pa čist fraj. Polnina ima resen dan, gremo na koktejle, za vikend se družimo, v glavnem se boste videli. V glavnem, ja, tako malo, kar napet teden sem pa tja in dosti nekih stvari poleg dela. Glih grem fitness, ampak sem še rekla, da vam prej pokažem, kako se jaz suho krtačim. Če me gledate že full cajta, jaz sem to delala že nekaj let nazaj. Pol vmes nič nisem delala, zdaj sem pa spet začela. In sicer, suho krtačenje je kul za limfni sistem. Mika si me ustrašila. Torej, prednosti suhega krtačenja so najbolj to, da spodbuja ta limfni sistem, da pomaga odvajati odvečno tekočino in pol nismo toliko, izgledamo toliko, bom rekla, napihnjeni, da se nam vse nabira, ne. V bistvu na nek način tudi naredi nek mal peeling, tako da se tudi koža izboljša, tekstura kože. Pomaga tudi pri prekrvavitvi, kar pač je lahko ful problem, sploh pri ženskah. Imamo slabši prekrvavitev, pa jaz recimo tudi ful sedim in tako naprej. Zdaj si bom jaz na rokah to naredila, drugače si pač po celem telesu naredim. To sem jaz kupila na Millerju ali DM-u se nam. Fajn je, da si to delaš, ko si čist, ne, ko si nam švicno mazan. Najprej, da si odpreš te limfne kanale, si zmasiraš tukaj, pač tu imaš uho, tu. Pol tukaj, ko je ključnica, sprostiš se in lahko tudi na Google pogledaš, kje so te limfni kanale, kako bi rekla, točke. Pol imaš pod pazduho. Glede na to, da si zdaj delam samo zgornji del telesa, bom samo pač zgornji del naredila, drugače imaš pa tudi tukaj pri nogah, ob strani, med nožjem in pa za koleni. Pol pa imej v mislih te točke in vedno krtačiš v malih, kratkih potegih. Pa ne ful pritiskaš, ampak tak, bom rekla, s težo roke, no. In vedno pač, ja, v katero smer greš v smer proti tem kanalom, ki smo jih zdaj odprli. Da, ja. 15 potegov na isti lokaciji. Ne štejem, ampak tak občutek že imam malo. Glavnem, zdaj potem bom šla v fitness, narediti zgornji del telesa, pa kardio. Pa začela sem novo knjigo brati, vam bom povedala. Sem vam pa še dolžna povedati malo v prejšnji knjigi, pa pokazala vam bom novo knjigo, ki jo bom zdaj brala. Upam, da vas to sploh zanima, pač se vem, da ne berem nič posebnega, ampak tak mi je fajn z vami deliti. Če taki kraj, Dajmo malo pokomentirati moje knjige. Torej, končno sem končala Mile High, ki je prva v seriji Windy Cities. V tej knjigi se gre o hokejistu in o stevardesi. Je pa vsaka knjiga, mislim, da nek šport pokriva. In se malo povezuje se v smislu, da se pač omenijo karakterji iz prejšnjih knjig, tako da je mogoče bolj, da bereš od prve do zadnje, če imaš namen se prebrati, zato ker da si nekaj spojlaš. Drugače, ful je bila dolga knjiga, se mi zdi, da bi bila krajša, 470 strani, in zato, ker je bilo, se mi zdi, ja, da bi pač mogoče eni deli bili krajši, je 18+, tako sem rekla že, tako da jaz sem časih tudi, kjer je te dele malo preskočila, ker se mi je malo ponavljalo in sem pol sam dialog prebrala, ne cel opis teh delov. Ampak drugače sem pa uživala, tako mi je bilo, sem koma čakala, da začnem knjigo spet brati, ker me je zanimalo, kaj bo, ampak ja, na koncu mi je mogoče samo bilo malo preveč podcukrano, mogoče malo nerealno vse. Pa itak, ja, ko knjige beremo, jih beremo zato, da gremo v nek drug svet, ne rabi biti realno, ampak vseeno je to neka romantična zgodba in se vidi, da je pač moški lik napisan iz perspektive ženske, iz strani ženske, ne to, kar si ženske želimo, ni pač dosti tak malo nerealno. Ne mislim, da ni takih moških, ampak ja, malo je preveč, mogoče bilo vse pocukrano, perfekt, ampak vseeno sem uživala, tako da priporočam, pa da ne rečem kaj preveč. Jaz sem se odločila, da spet en thriller preberem in seveda ne moreš svaliti, vsaj jaz do zdaj še nisem imela slabih izkušenj z Freida McFadden. Ugotovila sem tudi, da narobe njen priimek govorim, vedno rečem McFadden, ampak ker sta dva D, se pač izgovori McFadden. Torej, Freida McFadden, ona je avtorica Hišne pomočnice, ki je tudi zdaj film bil, in izbrala sem knjigo Vlomilec, The Intruder. Je pa 270 strani samo dolga oziroma kratka, tako da bo po moje hiter prebrana. Sem mislila, da bo to moja naslednja knjiga, ko sem si jo zadnjič kupila v fizični obliki, ampak zato, ker je v fizični obliki, sem se odločila, da bom rajš
Kindle zdaj vzela, ker grem domov, pa je lažje mi nes Kindle zraven, pa v fitness grem glih, kar je res pač fizične knjige ne bom nosila v fitness. Bo pa pol v drugem delu julija ziher ta knjiga prišla na vrsto, ker pač si jo že ful cajta želim prebrati. Da vidim, koliko strani ima pa ta. 389. Ok, ja, pač proti te The Mile High, ko je bila res dolga, pač glede na zgodbo, ne vem, no, se mi zdi, da je bila krajša, bo ta te dve krajši in to bom po mojem ful hitro prebrala. Tako da ja, to je to. Zdaj pa gremo v fitness. Shake smo pa še vedno. Evo, šla sem si po knjigo. Trening za močne rence, pa kardio, shake in branje. Evo, ščetka za miko, taka res mini. Bo lažje priti zadaj na to zobe. Evo, en hiter špar, haul, najbolj se veselim sušija, že dolgo si ga nisem privošla, ni bil znižan dan, ampak zdaj poleti imam pač izgovor, da ne morem to kuhati, ful pogrešam kuhanje, ampak bo pa pol jeseni, oziroma ko se malo hladi, toliko boljš kuhati znotraj normalno. Kupila sem si ta lososov zavitek, nisem imela ful izbire, tako da pač to se mi je zelo najboljš, pa sem si pa zraven še vzela te spomladanske dimsum za vitke, cmočke in so tak 2,24 pa jih ful dobiš. Samo airfryer jih bom vrgla. Kremni sir, ne vem kaj je tako pomankanje kremnega sira, navadnega posoč par, je imel samo onga s hrenom, Hofer nima kremnega sira navadnega, tako da sem ta ABC vzela, nimo najljubše, feta, skuta, mozzarella light, paradajz, da bom imela solato. Ta lubenica me je izgledala glih prave velikosti. Gleda, kot da nima koščic, ampak jih po mojem ima. En čokoladni puding proteinski, barista mleko, Pepsi Zero, izotonik in pa čips, ker se mi ga že tako dolgo lušta. Zadnjič sem ga zraven filma jedla in takrat ne vem, zakaj se mi ga toliko lušta. Ko ste pa že videli v Millerju, sem to mini ščetko za miko vzela, tako da bomo jo pol sprobali. Pa en suh šampon. Ja. Bravo! Ti si tako pridna muca, veš? Ti si najbolj pridna muca. Ja, malo je rough, I know. I need to be very gentle with this one. I don't know why it's so rough. It's okay, we brushed our teeth yesterday. Taking a ride to Jonathan Lake. 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby 동선을 타고 난 날아올라 Pa še zadnjo kavno ledeno kocko bom porabila, tako da bomo naredili novo. Probala, da tokrat ne polijem. A sem sploh? 동선을 타고 난 날아올라 동선을 타고 난 날아올라 동선을 타고 난 날아올라 가고 싶었던 취미 다 골라 어디든 갈 거야 수박은 바다 그저 그랬던 풍경들이 이제 보니까 Ne, je že šlo čez. Prepozno sem ustavila. Led prevelik. 느린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 오늘은 한편의 동화를 썼음 해 풍선을 타고 난 날아올라 풍선을 타고 난 날아올라 Ona bi mene zlezla, če bi bilo to mogoče. Mika ne more, sem že peka. To ona dela, ko hoče pod teko iti ali pa.
z mano spati. Ja. Evo, to se od vas poslavljam. Malenkost krajši vlog je bil, ampak se mi zdi, da se vseeno toliko dogajalo, tako da je bilo cool. Ja, upam, da ste uživali, imejte se fajn in se vidimo naslednji teden. Čau! Missing someone